dobro blago se samo hvali, ne? Oziroma povedali bojo volivci, kaj bi pa vi, kaj bi izpostavili pri svojih učinkih v tem zadnjem mandatu? Ja, to je zdaj najbolj pogosto vprašanje ob koncu mandata, kar je tudi razumljivo. Poslanci že delamo nek povzetek našega dela. Veliko je bilo dobrih zgodb, veliko dobrih aktivnosti. Morda bi omenil zlasti eno veliko zgodbo o uspehu, to je Erasmus+, kjer sem aktivno deloval ves čas. Uspeli smo parlamentarci povišati proračun, dosegli smo neko soglasje in to je predlog za 3-kratno povečanje proračuna za Erasmus+, kar se mi zdi še posebej pomembno. Ja, zakaj je to konkretno pomembno? Kaj imajo mladi, en navaden, recimo, mlajši državljan Evropske zveze, kaj ima od tega? Torej, mladi, ki so sodelovali v raznih oblikah Erasmus+, imajo vrsto koristi od tega. Prvič so veliko bolj konkurenčni na trgu dela, boljši študentje so, tudi v življenju so uspešnejši, tako pravi statistika, in nazadnje bolje so vključeni, integrirani v družbo, celo na volitve hodijo pogosteje kot njihovi vrstniki. Skratka, vsestranska korist za mlade, pa ne samo mlade, tudi mesta, ki gostijo Erasmusovce, imajo korist, pa tudi univerze in tako naprej. Skratka, gre za resnično vsestransko korist. Ni čudno, da pravijo tej zgodbi oziroma temu programu zgodba o uspehu. Lahko pa še podarim še eno stvar. Jaz sem zelo ponosen na konferenčno dvorano v Evropskem parlamentu, ki smo jo poimenovali po dr. Jožetu Pučniku. Ni bilo lahko priti do tega projekta, 5 let smo se kar mučili, in vendarle potem smo uspeli prepričati vse dejavnike, ki odločijo v Evropskem parlamentu, ko so prebrali življenjsko zgodbo dr. Jožeta Pučnika, praktično dileme več ni bilo v nobeni politični skupini. Pravijo, da je Evropska zveza na razpotju, da so pomembne teme se dogajajo v Evropi, malo je tudi na nek način razdeljena. Kaj bo najbolj pomembno v naslednjem mandatu, katera pot bo prava po vašem mnenju? Na nek način bo res naslednji mandat ključen za ohranitev Evropske unije in tudi za njen nadaljnji razvoj, seveda. Jaz mislim, da se bomo morali veliko bolj učinkovito spopasti z ilegalnimi migracijami v boju proti terorizmu. To je tudi terorizem je tudi ena od tem, s katero sem se veliko ukvarjal v tem mandatu. Zelo sem ponosen, da smo sprejeli eno konkretno poročilo, ki bo nagovarjala države članice, kako se spoprijeti z to nevarnostjo. Seveda so pa še tudi druge teme. Tudi na področju sociale bo treba najti, zbližati nekatere standarde, da ne bomo imeli preveč bogatega zahoda vizavi vzhodu ali severa proti jugu. Tukaj moramo na področju tako imenovane socialne unije narediti korak naprej. Seveda pa tudi pri hitrejšem razvoju ali pa hitrejšem razvoju konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Tukaj ima Evropska unija še veliko rezerv. Še na koncu, na kratko, pravijo, da ni dovolj, da se spremeni parlament, da pridejo sveže sile. Veliko mora več postoriti tudi komisija, pa svet, tudi drugi organi so tukaj. Jaz sem prepričan, da bomo tokrat dobili bolj učinkovitega predsednika Evropske komisije. Manfred Weber se je že doslej izkazal kot zelo pronicljiv politik, ki dokaj razumsko vleče politične poteze, nikakor ne kot sedanji, ker včasih čustva prevladujejo. To je zelo pomembno. Evropska komisija se mora na novo konstituirati, da bo veliko bolj učinkovita in bolj pomembna tudi na področju zunanje varnostne politike, ki smo ga doslej preveč zanemarjali, pa tudi na področju obrambe. Skratka, Manfred Weber je zagotovilo, da bo Evropska komisija drugače delovala poslej. Je pa res, da Evropski parlament, da bi si želel v Evropskem parlamentu sestava, ki bi bila bolj močna, stabilna, da bi bilo manj skrajnih, ekstremnih poslancev izvoljenih tokrat, zato ker to destabilizira Evropsko unijo in tudi delovanje inštitucij. Na obeh straneh. Na obeh straneh pola.